Lep pozdrav, teden se počasi končuje in bil je zanimiv. To so novice tedna. Poplave so prejšnji konec tedna v Posavju najbolj prizadele kraje v občini Brežice, ki se nahajajo ob reki Savi in Krki. Gre za Krško vas, Čatež, Mihalovec in Loče pri Dobovi. V slednjih smo si z vaščani ogledali posledice, ki so se pokazale potem, ko je Sava že odtekla. Za sabo pa je pustila precej nesnage in tako kot vsakič, ko del svoje struge preusmeri skozi center vasi, ponovno med vaščane zasejala kar nekaj strahu in pa jeze. Anton Žibert, ki je pri 86 letih eden najstarejših vaščanov, je v življenju preživel kar nekaj poplav Loč. Ja, vsega skupaj da čez 10. Ja, najhuje je še bilo 64. leta. Bolj so pa bile pa malo manjše poplave, ne. No in zdaj zadnje čase pa zelo velike. Če bi z našim včerajšnjim sogovornikom izjavo snemali na enakem mestu v soboto, bi... Ja, jaz bi že bil potopljen. Voda je segala tako do tukaj. Vidi se po slikah, ko smo jih tudi, pa ko ste posneli. Tako da je bila sigurno 1,70 m voda, ali pa še malo, mogoče več. Tukaj smo zdaj na cesti pred našim dvoriščem. Jaz sem sicer pričakoval, da voda bo, da bo prišla mogoče neki te do doma. Mi smo tle si zaščitili dol, koliko smo lahko. Glede na to, da so te elektrarne, da so nam že govorili, da bojo to zdaj že nam veliko pomagalo, smo se fejs uštel, znači je bilo še veliko slabše, ne? Ali niso bazenov prej sprazni, ali kao, v glavnem katastrofa, no? Zalilo nas je čisto. In kakšne so dejanske posledice? Kleti so zalite, to je blata, mulja, umazanije, to smrdi, zidi se navlažijo in to en cajt traja, da se sanira. Ceste pa to pa pol pride popoldan, vaščani pa gasilci, pa to pol danes imamo ob 4 akcijo, tako da bomo začeli s pranjem in s čiščenjem teh odplak pa umazanije, ki se vsede. Do roba, do praga štali, gor skozi, tle je bila 10 cm nad kljuko je 15. Največji problem je, koliko te blata pa tega nesnaga ostalo. Veliko več kot 20. En dober meter, do 1,30 m. Da smo si barikado. Upozarjali so nas prej in na varnost prihaja, tako kako je bila 20, mogoče še več. In smo se organizirali. Malo sosedja, malo žlahta, tako da smo to nekaj vdignili, kako bi se dalo vdigniti, drugo smo pa pumpali ven. Kot že omenjeno, je bil vodostaj v poplavah leta 2010 višji, vendar... Voda ni bila višja, ampak je veliko mulja ostalo. Tle smo prej pucali, smo čistili, je bilo 20 cm na plavin. Tle se najzadnje voda odmakne, najslabše ostalo. Smo pa objekte čistili najprej vzgoraj, potem smo tle, zdaj nam je ostala še zadnja strojna lopa. Podivjana Sava pa ni na dvorišča zgolj prinašala, kar precej je seboj tudi odnesla. Ja, odnesla nam je drva, smo imeli zložene, zžagane, nekaj koliko so bilo še v hlodi, smo izvezali, drugo pa šlo. Urekovi, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, do svojih njiv še ne morejo. Tisto je vse uničeno. Od soje, ko imamo posijano soja, koruza, večino imamo dol na bližnji Save. Nismo šli se sicer gledati, ker doma čistimo, ampak mislim, da je hin čiste. Koliko je bilo visok vodostaj, vprašaj, če bo ostalo kaj. Nekako velja, da so Ločani navajeni poplav. Navajeni smo, to se tako reče, voda pride pa prejde večkrat in najbolj nam je žalostno, da smo razbremenilnik te vode za celo Slovenijo, da se tu Sava pride, hidroelektrarna še ni zgrajena, s tem so tudi povezani nasipi, ki bi nas obvarovali, tako da ta voda, ko pride do naše vasi, se tukaj razlije in nas vsaka toliko cajta zalije. Kar pa se bo ponavljalo vse dokler ne bosta človeški trud in življenja državljanov postala vsaj toliko vredna, kot je življenje rib. Več o tem pa v prihodnjih novicah.
Rdeči križ Slovenije, Slovenska Karitas in druge dobrodelne organizacije, društva, pa tudi posamezniki želijo pomagati vsem, ki so jih prizadela neurja. Organizacije so takoj odprle račune, na katerih zbirajo finančno pomoč. Pri čiščenju in odpravljanju škode pa je poleg gasilcev in vojakov potrebna tudi pomoč prostovoljcev. V prihodnjih dneh in tednih bomo še pogosto slišali besedo pomoč. Ja, bomo pomagali po svojih močeh. Pa veste, na kakšen način se da pomagati? Ja, vemo, smo na tekočem. Ja, bom, ja. Če bo kakšna akcija, tako. So že akcije prek dobrodelnih organizacij. Pa bom pa pogledala si. Bom eno spalnico dala, če bojo hoteli vzeti. Pa mislim, da bo se še kaj najdlo, še kakšna posla. Ste se že pozanimali, kako dostaviti? Je sine danes rekel, da bo počakal za tisto aplikacijo, da bo potem pa vprašal. Seveda prek veliko organizacij probamo zbirati stvari, ampak ja, probamo bolj kot nek SMS sporočila trenutno. No. Bomo. Na kakšen način pa boste? Ste se že pozanimali? Tako da bo bira to tu. Kako pomembno je pomagati, poudari tudi Slavko Frančič iz okolice Šentjerneja. Se me dotakne, ker sem tudi sam iz poplavnega območja tukaj ob Krki in smo tudi že imeli dvakrat stoletne poplave, 2010 in 2014 in vem, kako je to težko, čeprav smo imeli oni še hujše. Ne? Seveda bomo pomagali, ali bomo z denarjem, nekaj smo že nakazali, nekaj bomo še. S petkovo aktivacijo državnega načrta za poplave je bil aktiviran tudi Rdeči križ Slovenije z območnimi združenji, bolničarji, nastanitvenimi enotami in stacionarijem. Največ bo potrebno denarja, zato je Rdeči križ ima SMS sporočila na 1919, ujma 5 ali ujma 10. Še bolje in še bolj priporočam, ker bo hitrejša izvedljivost, pa direktno nakazilo na tekoči račun Rdečega križa. Javljajo se nam veliko število prostovoljcev, laični prostovoljci. Aktivirali oziroma na stand-byu so naše nastanitvene enote, se pravi prostovoljci, bolničarji in pa člani nastanitvenih enot. Tako da 15 jih je bilo sedaj cel vikend na razpolago, kolikor bi bili poklicani na poziv. A do našega snemanja niso bili. Veliko klicev ljudi, dodaja, prejemajo v zvezi s tem, kako lahko pomagajo. K nam kličejo tudi in ponujajo razne stvari materialne, od pohištva, bojlerjev, potopnih črpalk, jogijev, sedežnih garnitur in podobnega. In pa seveda prostovoljno delo, vendar zaenkrat to samo beležimo in kolikor bodo potrebe, bomo to posredovali naprej. Takoj se je odzvala tudi Slovenska Karitas. Kdor želi z SMS sporočilom prispevati 5 evrov, pošlje sporočilo Karitas 5, kdor 10 pa sporočilo Karitas 10. V škofijski Karitas Novo mesto se bodo usmerili na prizadete v poplavah na Dolenjskem in Posavskem koncu. Naše moči bojo predvsem usmerjene v del Krške vasi, Čateža, tega šentjernejskega konca, ki je bil mogoče najbolj akuten, in seveda pozivamo tudi druge, če se je kje še kakšne škode so se dogajale, da se lahko obrnejo na nas. Če bi radi pomagali določeni družini, pa se lahko obrnete na župnijske Karitas, poudarja Dvornik. Kar se tiče te osnovne materialne pomoči, ki je zdaj bila nujna, to imamo pokrito. Ne? Kar bo pa pokazalo zdaj čas, je pa kakšna škoda je na objektih. Karitas poziva ljudi tudi k prostovoljni pomoči pri odpravi posledic. Prva dela, ki so zdaj čisto v začetku, ko se počasi voda umira in tako je čiščenja. Čiščenja, to so tam mogoče lažje dela, ampak vzamejo ogromno časa. Tukaj se poziva ljudi dobre volje, da se lahko pridružijo. Prevoz si uredijo sami, jih pa v prijavi prek Karitas predstavniki te na terenu usmerjajo, kar je pomembno predvsem na morebiti še nevarnih območjih, dodaja Dvornik. Otroke družin, ki so jih prizadele poplave, pa bodo sprejeli tudi v taboru Mojca v Dolenjskih Toplicah, kjer je pestro vse poletje. Otroke gostijo v 8 terminih, nekateri tam preživljajo počitnice, ki jih v večini krije zdravstvena blagajna, drugi so tam v sklopu socialnega programa Pomeži k soncu, tretjim pa letovanje v celoti plačajo starši. Vsem je skupno, da se imajo lepo, saj se družijo in udejstvujejo v številnih dejavnostih. V tem tednu pa je v taboru tudi posebna skupina.
To so otroci, ki so že leta, po 6-7 let hodijo k nam, mislim, da celo 8 nekateri. In to so že pravi prijatelji med seboj ratali. Mi načeloma do zdaj nismo imeli takih skupin te starosti, smo imeli do 15-16 let maksimalno. Zdaj pa so povabili še starejše. Gorazd je prišel že 7. Mi smo ena ekipca, kot pa vem, enih 30-40 in smo zdaj, ne vem kolikrat smo že bili skupaj in pravijo, da je, mislim, pridemo zato, da se imamo fino, ne. V bistvu hodimo 3. razreda, zelo smo se imeli fajn in vedno sem si želela, da bi iste spomine, kot sem jih jaz imela, dala še otrokom, zato sem se zdaj, ko sem starejša, vrnila še kot mentorica. Dejavnosti v taboru ves čas dopolnjujejo, stalnica pa so poleg športnih, ustvarjalnih in družabnih delavnic, predstavitve vojske, policije in zdravstva. Tudi pouharje so že imeli. Lani sem prvič bil, zato ker so bile Urška pa Špela, pa sem spoznal, da je tukaj veliko prijateljev, pa zabavno je tudi, ker je veliko različnih iger. Kaj ti je tukaj najbolj všeč? Tako skupni večeri, pa ko se z drugimi družimo, pa ko imamo te dejavnosti. Sem prihajam zaradi tega, ker smo super družba in se veliko zabavamo, pa igramo veliko iger, kot odbojka, paintball, namizni tenis, pa namizni nogomet. V objem gozdov radi zahajajo tudi Primorci. Meni pa je tudi zelo všeč, se zmenimo s prijatelji, pol se damo po sobah, se igramo, pridejo vsako leto medicinske sestre, pa policaji. Meni pač ful všeč zaradi tega, ker pač imamo prijatelje, ki niso samo iz Kopra, ampak pač so iz cele Slovenije in pač se lahko učimo različna narečja. Delavnice, ki jih imamo, vse igre, ki se igramo, tako, ko smo skupaj, je pač družba, ne. Dovolite nam, da poskrbimo za vaše otroke, medtem ko vi poskrbite za našo Slovenijo. Tako so v Društvu prijateljev mladine Mojca zapisali za dobrodelno akcijo, ki jo pripravljajo v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenije. V taboru bodo namreč prihodnji teden brezplačno gostili otroke iz družin, ki so jih hudo prizadele poplave. Vsi so se usmerili v zgradbe, reševanje, materialne zadeve. V našem statutu Društva prijateljev mladine Mojca Novo mesto pa imamo skrb za otroke. Mi smo prvo pomislili, kje so pa zdaj tle otroci, kako otrokom pomagati. Ponudili so jim letovanje, da bi omilili pretres, ki so ga doživeli ob hudih poplavah. Sprejeli bodo predvidoma 60 otrok iz vseh poplavljenih območij. Zanje pa bodo skrbeli prostovoljci, ki so se množično javili, dodaja. Po razglasitvi 14. avgusta za dan solidarnosti je poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan odredil najnujnejše storitve, ki naj bi delovale tudi v ponedeljek, ko bo dela prost dan. Delali bodo zaposleni v kritični infrastrukturi, zdravstvu, veterini, po potrebi tudi vrtci. Odprte bodo prav tako zavarovalnice. Kakšno mnenje imajo glede smiselnosti dne solidarnosti, smo spraševali naključno mimoidoče v Novem mestu. Je prav, da je prost dan za večino? Ja, ajde, ja. Če bojo šli pomagati, ja. Mislim, da bi morali več delati. Zato, ker se edino izdelom nekaj ustvari, ne. Pravičeno. Zakaj? Pač Slovenci smo solidarni narod in prav bi bilo tako, da skupaj smo in da pomagamo ljudem v stiski. Absolutno. Da so tisti, ki bojo doma, da grejo pomagati ljudem. Torej se strinjate, da je prost dan? Vse. Jaz menim, da je kar upravičen. Zakaj? Zaradi pomoči. Čisto na hitro povedano. Toliko, da ljudje pomagamo eni drugim. Se bo kdo odpravil, ki ga poznate, na pomoč? Se bo večinoma, ker delamo v Slovenski vojski in bomo šli večinoma. No. Po moje je upravičeno, če bo doseglo svoj namen. Pa jaz mislim, da se bo dosti ljudi odločilo, da bo šlo pomagati prizadetim poplavi, tako da jaz mislim, da je čisto redno. Dosti ima prijateljev, dosti ima znancev, tako da jaz mislim, da bojo šli. Bi bil pa še za eno stvar, tako ko so že najavili, da bi bila še kakšna solidarnostna sobota za te ljudi. Ja, je prav, ne. Zakaj? Ja, da se grejo pomagati, ne. Poznate koga, ki bo šel? Je, grejo kar iz vasi, Faščani, tako da je prav tako, ne. Nekaj mojih kolegov je že šlo, ko so prostovoljni gasilci, tako da veliko vidimo objav, ko pomagajo ljudem.
Ostajamo v dolenjski prestolnici. V Društvu za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto so julija izvedli že 20. otroški svet, mesec dni ustvarjalnih delavnic za otroke. Zdaj pa so z mislimi in dejanji že pri novi akciji, zbiranju šolskih potrebščin. Čez slab mesec bodo v novo šolsko leto vstopili tudi vsi trije njihovi dnevni centri za otroke. Na Rozmanovi ulici ter v romskih naseljih Brezje in Jedinščica, v katerih otrokom nudijo dodatno učno pomoč s poudarkom na učenju slovenskega jezika. Naše dnevne centre dnevno obiskuje več kot 300 otrok. In za te otroke vemo, kakšna finančna stiska predstavlja začetek novega šolskega leta, pa tudi med letom. Zbiramo šolske potrebščine, vsak dan jih lahko dobri ljudje prinesejo na sedež našega društva na Novem trgu 9 v Novem mestu. Donacije dobrih ljudi sprejemajo vsak delovnik med 8 in 16 uro. Ponje lahko pridajo tudi na dom, če jim pišete po elektronski pošti. Zbiramo pa praktično vse, predvsem zvezke vseh oblik, velikosti, karjeraste, brezčrtne, kolaž papir, puščice, barvice, tudi šolske torbe, mogoče ne toliko kot prejšnja leta, vsaj tako s terena. Obenem se priporočajo za kakšen rabljen prenosnik ali tablico. Njihova vrata so odprta za vse otroke, ki potrebujejo učno pomoč. Je pa res, da v našem dnevnem centru, sploh tu na Rozmanovi ulici, je večina otrok iz priseljenskih družin. Torej, to so otroci, ki tudi doma ne dobijo pomoč, ker mogoče niti starši še ne znajo dovolj dobro jezika. Tako da je velik poudarek na učenju slovenščine. Odziv na akcijo v minulih letih je bil lep in si ga želijo tudi letos, ko bodo potrebe vsekakor še večje, dodaja. Nadaljujemo v šmarješki občini, ki bo v prihodnje, kot kaže, bogatejša za nov trgovski center. Tamkajšnji župan Marjan Hribar je namreč pred dnevi z Alešom Jagrom, enim izmed direktorjev v družinskem trgovskem podjetju, podpisal sporazum o izvedbi poslovno-trgovskega centra Jager v Šmarjeti. Na območju v neposredni bližini občinske stavbe se bosta, kot pove šmarješki župan, izgradnje poslovnih prostorov lotila dva naložbenika. V južnem delu skupina G4, v severnem delu bo pa na nekje 6000 kvadratnih metrih parceli bo investitor družba Jagros oziroma trgovine Jager, ki bodo samostojno v bistvu izvedle projekt izgradnje trgovskega centra. Tam bo po navedbah prvega moža šmarješke občine velikosti 2500 kvadratnih metrov. Kjer bo moč seveda dobiti tako živila, tekstil, oblačila, kot tudi tehnični del in pa v bistvu ves tisti del, ki je potreben za razvoj kmetijstva, vinogradništva, to, kar po zaprtju kmetijske zadruge Krka tukaj v Šmarjeti še kako primanjkuje. Vsi prostorski načrti, potrebni za izvedbo naložbe, so že sprejeti, dodaja. Časovnica je takšna, da bo investitor še pridobil nekaj zemljišč, dogovorjen je že z lastniki okrog vseh podrobnosti, sledi projektiranje in seveda tudi zahteva za oziroma vlaganje vloge za izdajo gradbenega dovoljenja. V skladu s podpisanim sporazumom bo za vso potrebno komunalno infrastrukturo poskrbela občina. In pa načrtuje se seveda tudi izvedba novega krožišča na tej lokaciji in v bistvu povezava tudi s centrom Šmarjete, tako da to je z večjih vidikov zelo pomembno za nas, tudi zaradi umirjanja prometa. Prvi konkretni postopki povezani z izgradnjo krožišča na državni cesti so že stekli. Smo projektne pogoje tudi že in osnutke poslali na direkcijo. Čaka nas zelo veliko dela. Poslovno-trgovski center, ki v Šmarjeto prinaša nova delovna mesta, bo predvidoma zaključen do konca leta 2024. Pred kratkim pa so v Črnomlju zaključili z glasbenimi prireditvami petkovi večeri na Petrovem trgu. V čudovitem ambientu v starem mestnem jedru so tako julijske petke obiskovalce zabavili številni glasbeniki in glasbenice. Nastopili so Dare Akustik, skupina 2B, glasbenica Nika Ensi iz Kočevja, Duo Allegrija in še kdo. Za letošnjimi dogodki petkovi večeri smo kar zadovoljni.
Prišlo je kar lepo število obiskovalcev, sicer nam je vreme malo zagodlo, tako da smo žal en petkov večer morali odpovedati, ampak smo pa petkov večer zaključili v zelo lepem vzdušju in ambientu. Zadnji koncert je odigrala skupina Kut Črnart akustični, ki je v ritme bosse nove opremila številne zimzelene slovenske popevke in tuje skladbe. Skupino sestavljajo Andrej Kmetič na harmoniki, Anton Grahek, za čudovito vokalno izvedbo pa je poskrbela Mihaela Škof. Bilo je enkratno, glede na to, da so rekli, da prej ni bilo glih toliko ljudi, ampak je bilo čisto zadovoljivo. Tako, v redu. Baš super, da so to naredili, da je poleg Črnfesta poleti še kak dogodek, da se v mestu kaj dogaja. Prireditve so popestrili še z obiskom kuharske mojstrice Anje Fir, ki je med drugim tudi ambasadorka kolektivne blagovne znamke Belokranjsko. Zadnji petkov večer je bil še posebej zanimiv, saj smo k sodelovanju povabili tudi Anjo Fir, finalistko Masterchefa, ki je pripravljala prav poseben šmorn za obiskovalce in s tem tudi privabila otroke in družine. Tako da moramo reči, da s tem povezovanjem smo tudi nekako zaštartali, da bo v naslednjem letu tudi kak dogodek tudi obogaten z dodatnimi popestritvami. V Črnomlju pa se že vneto pripravljajo na zaključek poletnega dogajanja. V drugi polovici avgusta bo že 15. leto zapored potekal festival dobre glasbe, smeha, kulture, športa in kulinarike Črnfest. Nedavno smo obeležili Mednarodni dan piva. Na ta dan je Združenje slovenskih pivovarn pri Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij predstavilo projekt Beerpass Slovenija. S tem je tudi v praksi zaživela ideja o slovenski poti piva, ki povezuje 15 slovenskih pivovarjev iz vseh koncev države. Gre za neke vrste vodič, ki potrošnike in ljubitelje piva vodi do pivovarn po Sloveniji, ter jim obenem omogoča, da spoznajo različne vrste piv. Pivovarji verjamejo, da gre za poseben mejnik, saj je pivo pomemben del gastronomske in turistične ponudbe Slovenije. Želeli smo pivo in pivovarniško izkušnjo in degustiranje piva v pivovarnah dati v neko potovanje, se pravi, da se domači in tuji gostje odpravijo do pivovarne, da se mogoče na poti ustavijo na kakšni turistični atrakciji. In tako spoznajo zgodovinske in naravne znamenitosti krajev, v katerih se nahajajo pivovarne. Vsak, ki si želi spoznati 15 sodelujočih pivovarn, bo kupil potni list in vanj zbiral žige. Enkrat letno bodo imetniki potnih listov, zbrati je potrebno najmanj 5 žigov, sodelovali v žrebanju za različne količine piva. Nič podobnega v svetu še ne obstaja. Na nacionalnem nivoju obstajajo posebne, torej določene ulice v kakšnih mestih ali becirki ali kakšna mesta, ki ponujajo kaj podobnega. Da pa pokrijemo vso državo, smo v Sloveniji edinstveni, še poudarja Sluga. Iz podatkov Fursa je razvidno, da je v letu 2022 pri nas delovalo 99 pivovarn, ki so zaposlovale 623 oseb. Tako da samo trošarine plačajo na leto okrog 89 milijonov evrov, tudi veliko davka na dodano vrednost odvedejo, čez 100 milijonov evrov. Gre namreč za sektor, ki je tehnološko izredno razvit. Njegova proizvodnja je v minulem letu znašala 2,2 milijona hektolitrov piva. Ljubitelji piva, hmeljarji, pivovarji, lastniki pivnic so svoj mednarodni dan piva dobili v letu 2007. Vedno se ga praznuje prvi petek v avgustu, letos je bilo to 4. avgusta. Letošnje srečanje v brežiški pivovarni Reset je bilo okrnjeno. Zaradi močnega deževja je uničujoča voda zalila tudi nekaj pivovarn, kar je mnogim članom združenja onemogočilo prihod v Brežice. In kaj mora vsebovati dobro pivo? Mora imeti prijetne okuse, arome, da kliče po še, to je mogoče najboljši odgovor. Brežiška pivovarna je zakorakala v 4. leto poslovanja. Lani so zvarili 140 tisoč litrov piva. Jaz mislim, da smo na zelo dobri poti, da rastemo, da mislim, da smo trenutno kar visoko med 4-5
Kraft pivovari Sloveniji. Gostitelji so s partnerji poskrbeli, da so gostje lahko poskusili spajanje piva z 10 različnimi jedmi. Uparjanje piva s hrano postaja vse bolj zaželjeno. K dvigu kulture pitja pa stremijo tudi v Združenju slovenskih pivovarn. Nadaljujemo športno. Po lanski zgodovinsko uspešni sezoni za rokometaše novomeške Krke, ko so si s 4. mestom v državnem prvenstvu prvič priigrali tudi nastopanje v Evropi, so igralci in trenerski štab že začeli s pripravami na novo sezono. Njihovi cilji so znova visoki. Krkaši bodo skupno odigrali 10 pripravljalnih tekem. Prvič bodo nastopili tudi v evropskem tekmovanju, kjer jim je žreb namenil nasprotnika iz Estonije. Daleč iz tega logističnega aspekta je zelo komplicirano najti karte, letalske, direktnih letov, verjamem, da sploh ni. Tako da veliko energije tudi bomo uporabili, ko bomo šli v Estonijo. Tako da z tega aspekta nisem zadovoljen. Z tega tekmovalnega mislim, da smo blagi favoriti. V klubu je 5 novincev, med njimi tudi Aljaž Lavrič, otrok Krke, ki se je v rodno Novo mesto vrnil po 6 sezonah igranja v tujini. Dejstvo je, da je bila Krka zelo zainteresirana za moj prihod, tako da smo se v bistvu zelo hitro in zelo korektno dogovorili. Ambicije so pa sigurno visoke. No? Sreči, vesel sem, da bom lahko igral v Evropi, kot prva Krkina generacija. No? Pa tudi v domači ligi bi si želel ponoviti tale uspeh 4. mesta. Mlada zasedba Krke, v kateri je Lavrič drugi najstarejši, obljublja atraktivno in borbeno igro, ki bo zanimiva tudi za gledalce. Fante večinoma poznam, tako da se počutim zelo v redu. No? Tele, ki so prišli od zunaj, se mi zdi, da so se zelo dobro integrirali. Počasi se še spoznavamo, tepamo na terenu, izven terena, ampak mislim, da bo vse na svoje mesto, ko bo čas za to. Načrtov pred novo sezono ne skrivajo. Generalno je neki cilj, da ponovimo sezono v rezultatskem smislu. Če bi bili 4. bi bili zadovoljni. Ampak zdaj že čutimo, da smo sposobni mogoče da naredimo nekaj več. Mogoče ne rezultatski, ampak da premagamo enkrat ali Celje, ali Trimo, ali Velenje. Ne? Tako da mislim, da ta ekipa zdaj je v tem smislu bolj blizu tem trem. Nova sezona v najelitnejšem slovenskem rokometnem tekmovanju se začne drugi vikend v septembru. Gledalci in gledalke pa ste prve dni avgusta izbirali osebnost julija, ki se bo potegovala za osebnost leta 2023. Največ glasov ste oddali za Dragico Šteh. Dragica Šteh je bila koordinatorka mednarodnega tekmovanja mladih čebelarjev, ki je med 3. in 7. julijem potekalo v občini Ivančna Gorica. Je bil nekako osnovni namen pokazati lepote naše domače občine. Čisto vsi tekmovalci in spremljevalci so seveda videli naš biser, hišo Kranjske čebele. Tako udeleženci kot prireditelji so bili z izvedbo tako obsežnega tekmovanja, ki je zarisalo ime Ivanške občine na svetovni čebelarski zemljevid, izjemno zadovoljni. Poskrbite tudi vi za svoje zadovoljstvo, ki ga prinese tudi pomoč drugim. Lepa priložnost za to je ponedeljek, dela prost dan solidarnosti. Ostanite zdravi in v naši družbi. Lep pozdrav!